Nedeljski gost Vala 202. Nedeljski gost na Valu 202 je astrofizik in kozmolog svetovnega slovesa, dr. Uroš Seljak, sicer profesor fizike na Univerzi Berkeley v Kaliforniji, član Ameriške nacionalne akademije znanosti in dobitnik prestižne Gruberjeve nagrade za kozmologijo, ki raziskuje nekatera najbolj temeljna vprašanja človeštva, kako je nastalo vesolje, iz česa je sestavljeno in kakšna bo njegova usoda. Njegove metode so spremenile način, kako znanstveniki po svetu razbirajo prasevanje. To je svetlobo, ki je nastala komaj nekaj 100 000 let po velikem poku in še danes nosi informacije o rojstvu prostora in časa. V zadnjem obdobju pa se dr. Seljak posveča tudi iskanju planetov, podobnih Zemlji, ter uporabi umetne inteligence pri analizi ogromnih količin podatkov, ki jih zbirajo sateliti in teleskopi. Njegove ideje segajo daleč prek meja kozmologije, uporablja jih tudi pri analizi širjenja epidemij in v ekonomskih modelih. Profesor Seljak, dober dan vam želim in dobrodošli v oddaji Nedeljski gost. Dober dan. Pogovarjava se na predvečer Slovenskega dneva znanosti, državnega praznika. Ob tej priložnosti pa bodo nocoj v Cankarjevem domu podelili Zoisove in pa Puhove nagrade za delo v znanosti. Sami pa boste ob tem prejeli nagrado ambasador znanosti. Kaj vam osebno pomeni ta naziv, torej biti ambasador slovenske znanosti? Ja, osebno mi pomeni veliko. Eno je, da kot znanstvenik in Slovenec torej lahko uspešno, dajmo reči, promoviram Slovenijo kot deželo, ki lahko ustvarja znanstvene kadre svetovnega nivoja. No, drugi del pa je to, da tudi sam spodbujam širjenje znanosti in pomen znanosti tukaj v Sloveniji s pomočjo te nagrade, ki sem jo ustanovil za spodbujanje znanosti na študentskem nivoju, in jaz mislim, da to priznanje ambasadorja znanosti tudi na nek način podpira ta element. Omenjate torej sklad Uroša Seljaka, o katerem bova nekaj več rekla pozneje. Malo prej sem torej omenila, da imamo jutri v Sloveniji prvi državni praznik posvečen znanosti. Kako ga po vaše zaznamovati? Recimo tako, kot državljani, na primer. Ja, znanost je marsikaj prisotna, ne? Znanost je lahko znanost o zdravju, recimo, ne? In je vredno se mogoče malo zamisliti, ne? Kako danes medicina lahko zdravi že veliko stvari, ki jih v preteklosti ni mogla, in da to je pač posledica razvoja znanosti. Znanost je seveda povsod okrog, kjer živimo, ne, v hiši, v tehnologiji, ki jo uporabljamo. In mogoče je vredno se pač zamisliti čistko z to idejo, ne, da vse te stvari, ki so nam danes običajne, ne, v tehnologiji, pa medicini in tako naprej, so enkrat bile prodor znanosti, ne, so v bistvu se lahko zahvalimo znanosti za to, ne, in torej, kljub temu, da znanstveniki sami ne nujno razmišljamo o tem, ali bo neka točna stvar vodila v tehnološko stvar kasneje, se marsikdaj to zgodi, ne. Hkrati pa živimo v bistvu v zelo takih, bi temu rekla, negotovih časih. Še nikoli ni bilo v zraku toliko nekih teorij zarote, še nikoli se nismo toliko spraševali o tem, kaj je dejanska informacija, kaj pa je dezinformacija, kje so lažne novice in podobne stvari. Kakšno je vlogo pa ima pri tem, recimo, znanost sama? Ja, pri tem v bistvu na nek način moramo upeljati neke nove, metode, kako informacije, ki so kvalitetne, ne, kako te informacije pridejo do širše javnosti, ne, in mogoče, kar se tega tiče, nismo še čisto uspeli upeljati teh metod, ne, in zaradi tega je precej dezinformacij, precej stvari, katerim ljudje verjamejo, pa niso resnične, in znanstveniki v bistvu nismo nujno dobro opremljeni se boriti proti tem trendom, zato ker ne razmišljamo o tem, da bi nekdo namenoma hotel dezinformirati javnost, ne. Jaz mislim, da tukaj je še marsikaj za narediti v smeri tega, da se te stvari izboljšajo, ne. Kdaj pa ste vi, dr. Uroš Seljak, nekako vedeli, da boste znanstvenik oziroma da boste šli v to sfero? Ja, jaz sem pač rad tekmoval v matematiki, že v osnovni šoli, pa potem v srednji šoli, in tako da sem že takrat vedel, da me pač znanost zanima. Bili ste tudi na mednarodnih matematičnih oziroma olimpijadah, a ne, v znanju? Tako, ja, matematike je tako, ja, to je bilo še v času Jugoslavije, ne, tako da takrat smo tekmovali, najprej na teh republiških, kot smo jih imenovali, tekmovanjih, potem smo šli na državno tekmovanje, potem pa celo na olimpijade, ja.
No, hotel sem reči, že takrat sem vedel, da bom neko znanost počenil, nisem pa še vedel točno katero, ne, tako da to, da sem se odločil za fiziko in astronomijo, je mogoče bolj slučajno se zgodilo, ampak vsekakor ne obžalujem te odločitve. In na koncu ste pristali pa v kozmologiji, ne? In tudi to je bilo nekakšno popolno naključje, da vas je pot vodila v to smer. Ja, zelo, zelo naključno je to. Ja. Jaz, ko sem se prijavil na MIT, sem slučajno napisal tam, da me zanima astrofizika, potem je to moj bodoči mentor, profesor astrofizike, to prebral in tako se je pač to zgodilo. Ne. Torej niste bili eden tistih, ki ste že zelo s početka v svojem življenju radi gledali proti zvezdam in vas je to navdajalo z nekakšnim čudenjem? Nisem, čeprav sem pa sodeloval enkrat na tem astronomskem taboru na Črnem vrhu in to je imelo vpliv name. Ne. Kajti kozmologija je tista, ne, torej, ali pa nasploh bi rekla astrofizika, ne, ki ljudi izjemno fascinira, ne, pravijo, celo Kant je rekel, da med drugim se lahko res čudimo zvezdnemu nebu nad nami, ne, in tudi sama kot novinarka na Valu 202 med drugim tudi urejam oddajo Radiovedni, pogostokrat prejmemo strani naših poslušalcev kakšno tako vprašanje, ki se veže na vesolje, na zvezde in bi vas mogoče kar postavila, dr. Seljak, pred en tak izziv Radiovedni, ki smo ga dobili zelo nedavno. Poslušalec Mark, čisto na začetku osnovne šole, nam je poslal vprašanje, kaj je bilo pred velikim pokom oziroma kako se je vse skupaj začelo in kako bi mu na primer vi odgovorili kot kozmolog svetovnega slovesa. Ja, vsekakor bi mu odgovoril, da nimamo še dobro izdelanih idej o tem, in da je pa ene od idej so te, da v bistvu obstaja nekaj tam zunaj, ki pa ni povezano nujno s konceptom časa, ne, in tisto nekaj tam zunaj, ne, ki obstaja, potem rojeva nova vesolja in potem v teh novih vesoljih se potem ustvari tudi koncept časa in prostora in tako se ustvari novo vesolje. Ne. Tako da vprašanje, kaj je bilo prej, najbrž ni odgovorljivo v smislu, da sploh koncept časa ne nujno obstaja, ampak verjamemo pa, da se rojevajo nove vesolja ves čas. Ja, zelo zanimivo, veliko dela vas čaka. Sami ste, kot sem omenila, torej kozmolog, delujete tudi kot direktor Centra za kozmološko fiziko na Univerzi Berkeley v Kaliforniji. To je mimogrede najprestižnejši vodstveni položaj kakšnega pri nas rojenega aktivnega znanstvenika, če sem prav seznanjena. Sicer pa se strokovno ves čas posvečate raziskovanju zgodnjega vesolja. Sami med drugim na vašem centru kot direktor določate raziskovalne smeri, torej kam se je trenutno raziskovalno smiselno obrniti na področju kozmologije. Tako da, kaj so trenutno po vaši nekakšne najbolj perspektivne točke kozmologije? To me zanima, kajti zdi se, da so vse ključne teorije na tem področju nekako dodelane, ne? Tako da, ali kozmologija stagnira malo mogoče v zadnjem obdobju? Ja, torej, lahko bi rekli, da smo žrtev lastnega uspeha, a ne? Da razvoj kozmologije v zadnjih desetletjih je bil neverjeten. Ustvarili smo nek standardni model, ki deluje tako uspešno, da v bistvu nimamo nekega razloga, da bi dvomili vanj. So sicer mogoče neka trenja, mogoče neke indikacije za odstopanja, ampak niso prav zelo kredibilne. Torej, z tega stališča potem vse, kar lahko naredimo, je to, da raziskujemo še naprej, da izboljšujemo naše podatke, naše meritve in potem primerjamo še vedno meritve z tem standardnim modelom v upanju, da se bo mogoče še kaj novega odkrilo, v smislu, da mogoče bodo stvari, ki jih ta naš model ne bo uspešno razložil in torej bomo morali neko novo teorijo postaviti za to. Ampak trenutno stvari zelo dobro kažejo za naš standardni model vesolja. Pogosto se kot ključ do razumevanja nastanka vesolja omenja tudi inflacijska oziroma inflacijska teorija, s katero se prav vi ukvarjate. Kaj jo trenutno lahko zamaje? Inflacijsko teorijo ne vem, kaj jo lahko zamaje. Torej, morali bi izmeriti s pomočjo meritev, najti nekaj, s čimer se ta inflacijska teorija ne sklada in trenutno sicer nič takega ni, da bi to teorijo zamajalo, tako da pač kar je pozitivno je to, da prihaja zelo veliko novih podatkov, s pomočjo novih teleskopov, novih satelitov. Recimo Rubinov teleskop je ravno začel delovati. Euclid satelit od ESA jemlje podatke že leto ali dve.
teleskopi se postavljajo tudi še naprej, recimo tudi tale Dark Energy Spectral Instrument, s katerim upravljamo v Berkeleyju, jemlje podatke že par let. Tako da novih podatkov je še in ti novi podatki bodo vodili v novo preverjanje teh teorij. Inflacijska teorija se posveča torej razlaga vesolje kot nekaj, kar se pospešeno širi, ne? Hkrati ima pa tudi to pesimistično konotacijo, kaj to vesolje čaka na koncu, ne? To je pa tudi kar novo, ne? Da zdaj vemo, kaj nas čaka. Ja, vemo. Vse meritve kažejo trenutno na to, da pač vesolje se bo vedno bolj pospešeno širilo, zaradi tega, ker tale kozmološka konstanta ali temna energija, kot jo imenujemo, vedno bolj prevladuje v vesolju in vedno bolj pospešeno širi vesolje. Tako da to lahko vodi samo v neko termično smrt vesolja. Kar pomeni, da vesolje bo vedno večje, ampak vedno redkejše. Ne? In ko bo enkrat zmanjkalo energije z strani zvezd, potem ne bo več nobene toplote v vesolju in v tem smislu se to imenuje termična smrt. To je milijarde let v prihodnosti, ne? Tako da vsekakor to ne vpliva na potek našega življenja, ampak ja, dajmo reči, da to vesolje, a pa mogoče vsa vesolja, ki obstajajo, imajo pač nek ciklus rojstva in smrti. Ne? Sicer nekako vaši ključni dnevi oziroma meseci, ko ste si nekako trasirali pot v kozmologijo, so bili tam v 90-ih, v sredini 90-ih let približno, ne, leta 97 ste pokazali, ste se ukvarjali z analizo prasevanja oziroma mikrovalovnega sevanja ozadja. Zakaj je to sevanje tako ključno za razumevanje vesolja? Torej, to prasevanje, ki ga merimo danes, je nastajalo 300 let po velikem poku in torej daje pogled v obdobje vesolja, ko je bilo vesolje še zelo mlado in torej nam daje neko sliko vesolja, ki je popolnoma drugačna od te slike, ki jo vidimo danes. In z tega stališča nam daje ogromne informacije ne samo o stanju vesolja takrat, temveč tudi o tem, kaj je v vesolju, bilo takrat, recimo temna snov, pa običajna snov. Daje nam tudi vpogled v inflacijsko teorijo, še posebej telegravitacijski valovi iz inflacijske teorije bi načeloma lahko bili merjeni v prasevanju, v polarizaciji prasevanja, to so tako imenovani p-modes, in se iščejo zaradi tega, ker bi v bistvu na nek način direktno dokazali inflacijsko teorijo, ampak niso se pa še zmerili, tako da še vedno ne vemo, ali obstajajo ali ne. Tako da zdaj ste v bistvu na trnih, ne? Kaj bo naredila eksperimentalna fizika, ali bo to dokazala, kar nekaj satelitov zdaj je upreženih v to, da bi našli te eksperimentalne potrditve tega, o čemer vi pravite, torej bipolarizacija prasevanja vesolja, ne? Ja, so sateliti, so tudi teleskopi na Zemlji, tako v Atakami kot na Južnem polu, tako da to je kar eno tekmovanje med eksperimentalci, kdo bo prvi izmeril to. Ampak če zelo plastično in konkretno recimo pojasniva, torej vaše delo, vaš preboj v 90-ih letih, vi ste z vašimi raziskavami, z vašimi izračuni na nek način pomagali izluščiti starost in sestavo vesolja, če prav razumem. Ja, to je bilo obdobje v 90-ih letih, ko so ti teoretični modeli še niso bili tako dobro razviti in še posebej ne tale primerjava teoretičnih modelov z meritvami iz tega prasevanja. In mi smo takrat razvijali te kode, numerične kode za primerjavo med eksperimentom in teorijo in v teh kodah dejansko se s pomočjo teh primerjav smo potem lahko določili starost vesolja, velikost vesolja, gostoto vesolja, temno snov in tako naprej. Ampak kar težko zapopadem, kako se je ukvarjati torej z nečim tako starim, z vesoljem, ne vemo, 13,8 milijarde let je staro. Vas so zanimali res tisti skoraj da prvi trenutki po velikem poku. Na kakšen način sploh lahko nek raziskovalec zapopade tako oddaljen čas, ko je bilo vse čisto drugače kot danes? Ja, dobro, kot raziskovalec, ne vem, ko enkrat začneš delovati na tem področju, potem je to stvar enačb, analiza podatkov, tako da pač človek se fokusira na to in ti ne razmišlja o veliki sliki tukaj, ampak je pa vredno razmišljati o veliki sliki, ker stvar, ki bi mogoče rad poudaril, je, kako neverjetno je to, da to vesolje sploh obstaja, da to vesolje obstaja takšno, kot je in še posebej, da lahko to vesolje ustvarilo pogoje, ki so vodile do
nastanka galaksij, nastanka zvezd, nastanka planetov in na koncu tudi nastanka naše Zemlje in življenja naše Zemlje. Ne. To je na nek način je res neverjetno, kako iz vsega tega, iz vseh teh teorij se je rodilo to, da mi obstajamo tukaj na Zemlji. Ja, še en nedeljski gost, kar nekaj let pred vami, dr. Alojz Kodre, profesor matematike in fizike, matematične fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko, je med drugim nekoč dejal, da smo kot neke vrste verižica neverjetnosti, ne, in da se za vsakim dnem, ko ve več, bolj čudi temu, ne, do česa nas je pripeljalo vesolje in da smo takole lahko sestavljeni in obstajamo. Ena večjih ugank na področju vesolja je tudi temna snov, temna energija. Kaj je bilo v zadnjem času narejenega na tem področju, da morda je prispevalo kakšno spoznanje več k temu, kaj to je oziroma kaj to ni? Ja, temna snov, torej koncept temne snovi obstaja že nekaj desetletij. Vera Rubin je bila ena od tistih prvih, ki je to pokazala. Kaj pa je temna snov, se pa še vedno ne ve. Verjamemo, da je to mogoče nekaj povezano z fiziko osnovnih delcev, da je to mogoče nek delec. Kateri delec, ne vemo, eksperimentalci ga pospešeno iščejo in to je vsekakor ena od velikih neznank danes. Zdaj, temna energija je pa mogoče malo drugačna zgodba tam. Temna energija je bila dokazana konca 90-ih let s pomočjo tako presevanja in s pomočjo teh supernov. Je pa nekaj, kar bi rekel, je Einstein že vpeljal v svoje enačbe, splošne teorije relativnosti, ampak Einstein sam ni verjel tej enačbi, temu členu, tej kozmološki konstanti in tako da je on sam zavrgel obstoj tega. Ne. Torej, danes gledamo mogoče malo drugače na to, če ta kozmološka konstanta lahko obstaja in če ni nekega razloga, zakaj bi morala biti nič, potem ni nič. Ne. In je torej na nek način popolno naravno to, da obstaja. Je pa res, da mi zdaj eksperimentalci še naprej gledamo, eksperimentalci še naprej gledajo, a je to res kozmološka konstanta, ali pa mogoče ni konstanta in se mogoče spreminja s časom. In ravno tale naš DESI eksperiment, ki ga imamo na Berkeleyju, je pokazal pred par meseci neka potencialna odstopanja od te teorije kozmološke konstante, da ni konstantno in da mogoče se s časom spreminja. In če je to res, bi pa to bilo eno zelo velikih presenečenj in zelo pomembno novo odkritje. Ja, od čudnosti, čudenja do presenečenj, ki nam jih servira vesolje, prva vaša glasbena izbira je tudi povezana prav s čudnostjo in nenavadnostjo vesolja. To pa je pesem? Ja, zbral sem si Space Oddity, torej za te pesmi sem rekel, da bom šel malo kronološko. Space Oddity je iz konca 60-ih let, iz 70-ih let, ko da je še iz časov, ko sem jaz odraščal, je bila že naokrog, in je pesem, ki na nek način govori o raziskovanju vesolja, ampak govori tudi o tem, kako je lep je naš planet. In David Bowie je en od tistih, ki sem jih največ poslušal v mladosti. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Nedeljski gost na Valu 202 je kozmolog Uroš Seljak, ki je za svoje pionirsko delo na področju raziskovanja in nastanka vesolja in analize prasevanja prejel Gruberjevo nagrado za kozmologijo, ki velja za eno najvidnejših priznanj na tem področju. Dr. Seljak, po eni strani raziskujete nekaj, kar se je zgodilo skoraj 14 milijard let nazaj, torej govorila sva malo prej o nastanku vesolja. Po drugi strani pa iščete planete, kjer pa bi lahko obstajalo življenje. Čisto tako, kolikšna je pravzaprav verjetnost, da obstajajo planeti podobni Zemlji in kako se jih sploh odkriva? Ja, planeti podobni Zemlji so, torej to so planeti, ki grejo okrog zvezde z periodo par 100 dni, recimo 200 do 400 dni okrog zvezd, kot je naša zvezda, naše Sonce. In so tudi zelo majhni, za planet, da je skalnat planet, mora biti manjši kot dvakratni radij Zemlje, ker vsi večji planeti so potem plinski, torej ne omogočajo življenja. Tako da po definiciji torej so ti planeti kot Zemlja imajo zelo šibek signal. Zdaj planete iščemo na dva načina. En način je, da ta planet gravitacijsko premika zvezdo in to merimo s pomočjo Dopplerovega efekta in ti planeti, kot so Zemlja, so premajhni, da bi to se lahko zmerilo danes. Tako drugi način je pa to, da planet gre preko zvezde in v bistvu malo zatemni zvezdo
In ker se to periodično dogaja, potem se lahko na ta način išče ta signal. S tem, da spet za planete kot so Zemlja je ta signal zelo, zelo šibak in ga je zelo težko ločiti od navadnega šuma. In ja, to je pač stvar, s katero se mi ukvarjamo, kako to izmeriti, kako dokazati. Jaz bi rekel, danes v bistvu ne vem, če imamo kakšen planet, ki je podoben Zemlji, ne? Da bi imel radi Zemlje, pa bi imel periodo Zemlje, ga v bistvu ga nimamo. Ne? Imamo mogoče en par kandidatov, ki so malo večji, ne? S tem, da še vedno ni očitno, so to res skalnati planeti ali so to plinski planeti. Tako da je to vprašanje, koliko je takih planetov kot je Zemlja, okrog drugih zvezd, v bistvu še vedno zelo neraziskano. Torej, vi na nek način iščete nek signal v ogromno šuma, ne? Iglo v kopici sena, hkrati pa na te vaše raziskave oziroma podatke NASA polaga enega svojih večjih težkokategornih programov za prihodnost, ne? Ja, en od največjih programov NASA za prihodnost je tako imenovani Habitable World Observatory, ne, spravi ideja o tem, da naj bi merili s pomočjo spektroskopije, naj bi merili dokaze življenja okrog drugih zvezd. Torej, zato morajo najprej identificirati planete kot so Zemlja in potem te planete izolirati in zmeriti spekter in potem iskati tako imenovane biomarkerje, ne, spravi razne sevanja, ne, ki so znak življenja tam. In torej veliko vprašanje je, koliko je sploh teh planetov, ker zato morajo iti meriti te stvari okrog bližnjih zvezd. Ne? In vprašanje, koliko jih je. Optimistične številke so, da je mogoče bi bilo enih 50, ampak če je ta frekvenca teh planetov, kot so Zemlja, precenjena, potem je mogoče lahko bistveno manj in potem tudi ta misija sama od nas ni očitno, da ima smisel sploh počenjati. Za vami, dr. Seljak, je kar pestra pot, najprej Univerza v Ljubljani, potem trenutno predavate na Univerzi Berkeley, delali ste na MIT-ju, kjer ste pridobili doktorata, ne? Princeton je bila ustanova, kjer ste delovali, Harvard, ste član Ameriške nacionalne akademije znanosti, ki vladi svetujejo o znanstvenih in tehničnih zadevah, ampak zanimivo je, to sem kar zastrigla z ušesi, sami ste v enem od nedavnih intervjujev to opisali kot čisto običajno pot raziskovalca, ne? Meni deluje bolj kot pot nadpovprečno uspešnega raziskovalca. Ne vem, eni so, ne vem niti kaj reči, no. Temu reči, da je precej ljudi okrog mene, ki so imeli podobno pot. Ne? Je tudi nekaj čisto običajnega potem takole, da človek zna izrabljati štipendije, priložnosti in tako naprej in nekako se zavihteti na vedno višje in bolj pomembnejše položaje. Vsekakor sem imel veliko sreče in s tem, da sem bil v pravem trenutku na pravem mestu. Ne. In kar mislim s tem je bolj to, da sem se ukvarjal s področjem, ki takrat še ni bilo tako zelo razvito, ne, in na katerem sem lahko dosegel stvari, ki so imele nek pomen, ki so tudi drugim nekaj pomenile. Ne. Vedno mi je zanimivo, kadar se pogovarjam z vrhunskimi raziskovalci, to, da jih nekako pobaram po njihovem načinu razmišljanja. Kako vi razmišljate, kako si postavljate raziskovalne izzive, kako jih zapopadate, kakšen stil dela imate? To je zanimivo, da je mogoče vredno vedno razmisliti o tem, ne samo to, kaj te zanima, temveč tudi to, kje lahko narediš najpomembnejši prispevek. Ne? Se pravi, in kaj mislim s tem je to, da se vprašaš, kje so še mogoče stvari, ki niso še popolnoma zapolnjene z drugimi ljudmi, ne? In kjer mogoče lahko, če se tista stvar zgodi, lahko narediš pač nek pomemben rezultat, ne, dosežeš nek pomemben rezultat. Tako da je to kombinacija interesa in sposobnosti, bi rekel, ne, ki so popolnoma individualne, ne, tako interes kot sposobnost je popolnoma individualna in torej je dobro optimizirati izbiro naslednjega projekta s tem, da optimiziraš kombinacijo teh dveh, ne, tako interesa kot sposobnosti. To je zanimivo, ne, kajti vi ste mednarodno uveljavljen kozmolog, v 90-ih torej ste že naredili ogromne očitne preboje naprej, zato prejeli Gruberjevo nagrado, ampak ste se potem preusmerili v nekaj čisto drugega, recimo trenutno ogromno pozornosti namenjate modelom umetne inteligence, na primer v kozmologiji, pa tudi drugačnim statističnim metodam. In zanimivo je bilo prebrati, ne, da ste dobesedno štartali skoraj da iz ničle, ne? Torej pisali članke, bili velikokrat zavrnjeni ob tem, se prijavljali na konference, kjer ste v bistvu nekako orali ledino sami pri sebi, ne? In se poskušali na čisto drugih področjih, ki jih do takrat niste bili vajeni. Ne? Morda kakšno rečeva res o umetni inteligenci, o strojnem učenju trenutno. Kaj točno raziskujete, katera so vaša področja tukaj, da ste jih recimo opazili in nekako si rekli, to pa je perspektivno trenutno zame in za kozmologijo?
Ja, tu se je šlo mogoče za nek krog, ki ga zdaj zaključujemo. Torej, v kozmologiji imamo probleme, kjer potrebujemo optimizacijo ali pa raziskavo v zelo visokodimenzionalnem prostoru. Zato, ker recimo hočemo rekonstruirati začetne pogoje našega vesolja. Vesolje je zelo veliko in torej teh začetnih pogojev v bistvu v 3 dimenzijah, tako da potrebujemo rekonstrukcijo, milijone, milijarde parametrov, tako da zelo visokodimenzionalni problemi optimizacije in metode, ki smo jih imeli na razpolago, mogoče niso bile optimalne in smo začeli razmišljati o tem, kako bi lahko to izboljšali, tako da potem nas je to vprašanje peljalo neko popolnoma drugo pot, kjer smo pač na osnovi odgovarjali na to vprašanje, in v bistvu v strojnem učenju imajo podobne vprašanja, tam tudi delajo optimizacijo v milijardah parametrov in tako da na nek način so ta vprašanja zelo sorodna. In smo začeli razvijati metode, ki izhajajo iz fizike, ampak ki se lahko potem aplicirajo tudi na strojno učenje, pa na druga področja, recimo področje molekularne dinamike, pa področje recimo statistične fizike in tako naprej. Tako da vse te metode, ki jih razvijamo, se uporabljajo lahko precej širše kot samo iz tistega, kjer smo začeli. No, zdaj pa, ko smo te metode razvili, zdaj pa se spet vračamo nazaj na osnovno vprašanje, ki je bilo nekako rekonstruirati začetne pogoje našega vesolja s pomočjo teh metod. Torej, lahko bi rekli, da gre za izjemno potratne analize podatkov. Superračunalniki so v veliki meri zaposleni prav za analizo tovrstnih podatkov o vesolju in vi nekako iščete neke nove metode, ki bi konkurirale metodi Monte Carlo v Bayesovi statistiki. Kako je pa zdaj to nekako bilo sprejeto na področju statistike? Je ta metoda, ki jo razvijate, že uveljavljena in kakšno perspektivo ima? Ja, te naše metode so zdaj, počasi jih dajemo v te glavne kode, in marsikdo jih že uporablja in seveda za take metode, da se širše primejo širše med znanstveniki, zato potrebuješ časa, tako da, ampak vsekakor začetni odzivi so precej pozitivni. Če greva še na eno področje, dr. Seljak, ste eden najglasnejših zagovornikov odprte in pa odgovorne znanosti v času, ko se svet spoprijema, kot sem že malo prej na začetku tega pogovora rekla, z valom dezinformacij, teorij zarote. Delujete že vrsto let v ameriškem okolju, ki je obenem med bolj progresivnimi, pa hkrati opažamo zdaj bolj razdvojenimi v svetu. Kako sami trenutno recimo čutite oziroma zaznavate trenutno stanje v ameriški znanosti, zlasti pod pritiskom aktualne politike v Ameriki? Ja, vsekakor so neki strahovi tukaj, da se bo financiranje znanosti zmanjšalo, da se bo znanost manj cenila, da bo prišlo do nekih dezinformacij, kar se na nek način mogoče že dogaja vsaj na področju teh klimatskih sprememb, ki se marsikje zanikajo. Tudi se dogajajo stvari na področju imunologije, kjer mogoče se stvari zanikajo, kjer se ne bi smelo. Tako da so strahovi, po drugi strani pa ne vem, mogoče je to nek prihodni fenomen in se stvari vseeno ne bodo toliko poslabšale, kot zdaj to mogoče se nakazuje. Naše financiranje še ni bilo toliko negativno zmanjšano, Veliko se tudi vlaga v strojno učenje pa umetno inteligenco, tako da bomo videli, kam stvari vodijo. Trenutno vsekakor so neki negativni signali, ki pa mogoče bodo ali pa ne bodo vodili v neko zmanjšanje pomena znanosti in predvsem zanikanja znanosti. Bomo videli še, kam grejo stvari. Kajti sami ste kar spremenili stališče, pred ameriškimi volitvami ste gostovali v podcastu na MMC-ju, potem pa zdaj, do trenutka pa zdaj pa pravite, da ste spremenili stališče, da so stvari precej slabše, kot ste menili takrat. Ste tudi osebno recimo bolj zaskrbljeni zaradi nestrpnosti, na primer omejevanja priseljencev, negotovosti akademskih viz in tako naprej? Ja, seveda smo zaskrbljeni, ampak hkrati pa, kot sem rekel, bomo videli, kam stvari vodijo. Vsekakor, trendi so negativni v tem trenutku, kar je tudi še posebej pomembno, je, da Amerika vseeno na nek način vpliva na ostale dele sveta, tako da mogoče ti negativni trendi potem vodijo tudi na, kaj se dogaja tu v Evropi, pa drugje po svetu, tako da stvari so zaskrbljujoče, ampak
bomo pa videli, ali bodo res, ne vem, kot se reče po slovensko, ne, nobena juha se ne poje tako vroče, kot se skuha. Ne. Opažate ta eksodus recimo ameriške raziskovalne elite proti Evropi? Naprimer, ljudje si zdaj, če sem pravilno seznanjena, ker iščejo priložnosti za to, da bi dobili državljanstvo recimo v kateri od evropskih držav, da bi prebegnili pod okrilje kakšne od evropskih raziskovalnih ustanov. Govori se o tej naturalizaciji in tudi Slovenija je iz tega vidika precej popularna država, naprimer med ameriškimi raziskovalci. Ja, osebno ne poznam nikogar, ki bi to že izvedel, poznam jih pa precej, ki tipajo, ne, in gledajo, kaj se nudi tu, napram kaj se nudi tam, in potem bodo mogoče nekateri od teh bodo to izpeljali in se vrnili v Evropo, ampak kot sem rekel, osebno še ne poznam nikogar, ki je to naredil. Zdaj pa se od angleškega jezika pomikamo k italijanskemu, ne? Ja, tako je. Torej, ta naslednja pesem je Vasco Rossi Vita Spericolata. To je pesem, dajmo reči, moje generacije iz mojega okolja, iz Nove Gorice, kjer je pač vpliv italijanske kulture bil pomemben, ampak torej Vasco Rossi še vedno razproda cele stadione v Italiji. Junija bo v Vidmu imel 2 koncerta, jaz sem poskušal kupiti karto in po 15 minut je bilo razprodano, jaz sem pa ostal brez karte. Pa poslušajmo. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come... Vasco Rossi je torej druga glasbena želja tokratnega nedeljskega gosta, doktorja Uroša Seljaka. Sama imam kot novinarka kar precejšnje težave z vašim priimkom, zato sem vas izrecno vprašala na začetku, torej ali govorimo o Seljaku oziroma Seljaku, in v zvezi s tem imate tudi anekdoto iz srednješolskih let, ne? Jaz še sam nisem vedel, kako se pravilno izgovori, ne, moj oče je seveda vedno pravilno izgovoril, ampak jaz sem mogoče bil malo manj pozoren takrat v srednji šoli, tako da sem potem mojemu profesorju slovenščine napačno odgovoril, ko me je vprašal, in potem si mu nisem upal ga popraviti naslednje 4 leta. Ne. Torej ste bili celotno srednjo šolo Seljak, sicer Seljak, kako vas pa Američani kličejo? Seljac. Seljac, ok. Sicer kot prej ste omenili, da ste po rodu iz Nove Gorice, še vedno vas pogosto prinese v Slovenijo, praktično vsako poletje preživite tukajle v Sloveniji. Zakaj vam je tako pri srcu po vseh teh letih Slovenija še vedno? Kakšno pribežališče je v primerjavi z Združenimi državami Amerike? No, začetek imam tu družino in prijatelje, tako da tu pridem tudi na počitnice, in nimam tistega klasičnega domotožja, zato ker sem tu v Sloveniji po par mesecev na leto in to mi na nek način, torej, kot sem rekel, pomaga, da se počutim tudi popolnoma doma, in to je še vedno zame moj dom in sem tu vse čas in nimam tistega klasičnega domotožja. In kam radi zavijate, ko ste tukaj? Kajti bi lahko rekla, Kalifornija je kar podobna, ne, Goriškim brdom, novogoriškemu območju in tako naprej, ne. V bistvu se živi v podobne geografske razmere, od koder izhajate, ne? Ja, tako je. Ja, skakor vedno z veseljem kolesarim, ne, po brdih, pa po hribih, pa tako naprej. Veliko sem tu na morju, rad grem po otokih, na Jadranu in tako naprej, tako da to so moje destinacije tukaj, ne, hribi, kolesarjenje pa morje. Že na začetku pogovora sva omenila, da ste v Sloveniji dobili odlično izobrazbo, tekmovali tudi na mednarodnih olimpijadah in podobno, in da tudi danes ne samo prihajate v Slovenijo, ampak ohranjate neke vrste tvorne stike s slovenskimi raziskovalci, slovenskimi raziskovalnimi institucijami, ustanovami, inštituti, univerzami. Kje sami v Slovencih in slovenski raziskovalni vnemi vidite največji potencial? Recimo, kje smo dejansko primerljivi z nekim svetovnim vrhom? Torej, vsekakor na področju izobraževanja, ne, jaz bi rekel, imamo inštitucije, ki so primerljive z vsemi. Potem, kar se tiče samega raziskovanja, se tukaj je ogromno posameznih skupin, raziskovalnih skupin, pa to inštitutov, ki so pomembne v svetovnem merilu, ne, tako da seveda je manjše vse skupaj kot na nekih velikih centrih, kot je recimo Berkeley, ampak to ne pomeni, da niso posamezne skupine, ki so izjemno uspešne, ne. In potem jaz poskušam s nekaterimi od teh skupin tudi sodelovati. Še vedno pa pravite, da imamo prostor za izboljšave, naprimer tovrstno okolje raziskovanja v Sloveniji bi lahko bilo še bolj odprto, še bolj povezano, še bolj samozavestno. Ja, mogoče je tudi smiselno iskati niše, kjer
se mogoče z manj denarja da veliko narediti, ker to v bistvu tudi vodilo v mojem samem profesionalnem življenju, kot sem že prej omenil, spravi iskati niše, kjer mogoče bi se dalo nekaj narediti, spravi, kot se reče, tudi na nacionalnem nivoju bi mogoče bilo za razmisliti, da obstajajo kakšne niše, ki stanejo mogoče manj, ne zahtevajo neke velikih investicij, pa bi lahko bile pač imeli nek velik vpliv na svetovnem nivoju. Torej, malenkostna sprememba mindseta oziroma način razmišljanja bi bila dobrodošla tudi v Sloveniji. K temu na nek način, na tak prijazen način spodbujate tudi z skladom Uroša Seljaka, ki ste ga nekako odprli v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in pa z organizacijo ASEF, na kateri pa skušate nagrajevati zelo mlade, perspektivne študente, ne samo, da se učijo za dobre ocene, ampak da naredijo tisti korak naprej, da pišejo že zgodaj v svoji karieri perspektivne znanstvene članke. Zakaj je to pomembno? Kajti v Sloveniji nekako ni nekaj vsakdanjega, da bi študentje že zelo spočetka razmišljali o tem dometu, torej dometu njihovih člankov, pisanju člankov, prispevanju nečesa unikatnega v raziskovalno sredo. Ja, mislim, tu je kar par razlogov, zakaj se mi zdi to smiselno. Prvič, meni se zdi pomembno, da študent na zgodnjem nivoju ugotovi, kaj raziskovanje je, in da se poskuša na tem področju, ker to je vseeno nek čist drugega, kot je manje kursov pa izpitja. In nekateri bodo v tem uživali in videli, in dobili strast za to in mogoče jih bo to spodbudilo k raziskovanju še naprej. Drugi razlog je to, da še posebej v tem današnjem času teh dezinformacij pa zanikanja znanosti je to pomembno, da se mladi ljudje spoznajo direktno z postopkom raziskovanja, spravi, kakšne so raziskovalne metode in to so v glavnem razlogi. In tretji razlog je pa to, da če hočeš biti kompetitiven na svetovnem nivoju, jaz mislim, da je to potrebno. Recimo vsaj v ZDA, če hoče študent iti na doktorski študij, že skoraj potrebuje imeti raziskovanje na dodiplomskem nivoju in tudi že kakšen članek, vsaj na mojem področju. In to jaz mislim, da tega vedno več. In tako da, če nočemo zaostati na svetovnem nivoju, potem je to pomembno, da so mladi ljudje spodbujeni k raziskovanju že na dodiplomskem študiju. Torej ne štejejo samo ocene, ampak priporočila, Tako priporočilna pisma in tudi dokaz, da si pripeljal neko stvar do konca, se pravi dokaz, da si stvar objavil v nekem svetovnem merilu. Sami ste sicer eden od najbolj citiranih slovenskih znanstvenikov. Kozmološki center, ki ga vodite na Berkeleyju, ste prevzeli od Nobelovca Georgea Smoota. Vaš sodelavec je prav tako Nobelovec Saul Perlmutter. Najbrž ni naključje, da se vas omenja kot Slovenca, ki bi lahko bil najbližje Nobelovi nagradi. Kako odgovarjate na takšne trditve? Ja, jaz nimam kaj dosti za reči. Jaz vedno se hecam, da so me tam v moji skupini vedno malo hecali, da sem kakšen loser sem, ker v mojem koridorju pisarn imamo 4 pisarne profesorske in jaz sem edini brez Nobelove nagrade. Zaenkrat. Zaenkrat. Končujeva pa mogoče pri tem, da ste trenutno na sobotnem letu, sabbatical, to je v Ameriki kar precej pogosta praksa, da si nekako univerzitetni profesori vzamejo tudi kakšno leto premora od predavanja in to leto izkoristijo za kaj drugega, zato da si morda širijo obzorja. Kako vi izkoriščate svoje sobotno leto? Ja, jaz sem najprej bil en mesec v Firencah na enem takem workshopu na področju kozmologije. Potem sem bil in še bom par tednov v Princetonu, Institute for Advanced Studies, ki je en od vodilnih centrov za astrofiziko in za fiziko. Par tednov bom tudi tu v Sloveniji, pa v Trstu, kjer še vedno sodelujem z ljudmi. Šel bom tudi na Tajvan, na en workshop. Pa še na NeurIPS bom šel v San Diego, to je pa ena od vodilnih konferenc na področju strojnega učenja. Skratka, kar precej vas bo nosilo po svetu v tem času. Imate pri sebi kakšen listek s kakšno idejo, ki se je utrnila v tem času za svoje prihodnje raziskovanje? Ja, vedno pridejo nove ideje s tem, ko spoznaš, ko se srečaš z nekimi novimi raziskovalci, mogoče jih nisi videl že dolgo časa, pa mogoče sem imel zanimive pogovore. Ravno včeraj sem bil recimo na Sisi v Trstu in tam sem dobil par idej in bom zdaj
tem idejam sledil in se pogovoril z ljudmi v moji skupini. Tako da teh raznih majhnih utrinkov je kar precej. Zaključiva pa še z eno iz vašega življenja. Zanimivo je, da tudi pojete oziroma se udeležujete karaoke večerov in tale, ki jo bomo slišali ob koncu najnega pogovora, je povezana z njimi, ne, dr. Seljak? No ja, to je bila bolj za heca, ker sem moral izbrati 3 pesmi. Mislim, vsekakor rock pa alternativni rock sta bila pomembna spremljalca v mojem življenju. Prejšnje pesmi sta bila iz 70 in 80, zdaj sem si izbral eno iz 90. Radiohead je eno od vodilnih skupin, katerih sem in jih še vedno rad poslušam. To pesem sem izbral iz tega, ker res je moja standardna izbira, ko grem v karaoke bar. Dr. Seljak, najlepša hvala. Torej, lepo so zaokrožila tale pogovor od kozmologije, prasevanja pa do karaok. Vse dobro vam želim in še enkrat iskrene čestitke o prejemu priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije. Najlepša hvala. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel.